toplotna izolacija res napije vode, ona izgubi svoje materialne karakteristike. In tudi napita hidroizolacija predstavlja dodatno težbo v konstrukcijskem sklopu, ki jo niti prej nismo predvideli. Torej je edina pravilni načrt, kako sanirati tako situacijo, da odstranimo vse s toplotno izolacijo do naklonskega betona. I ovdje onda imamo mogućnost izvesti obrnuti. To znači da na naklonski beton, ukoliko ne trebamo toplinske izolacije, a obično trebamo, možemo dati XPS koji je još dodatno u nekakvom nazivu od 1 do 2%. Se pravi, tukaj, da mogoče dodatno komentiram, tukaj moramo najprej preveriti, je res ta naklon dobro izveden, je 2-procentni. Če je, lahko damo dodatno toplotno izolacijo v izvedbi obrnjene ravne strehe. Se pravi, dodamo XPS, če je naklon v redu, navadne XPS plošče, se pravi, če pa ni v redu, lahko dodaten naklon ustvarimo z naklonsko toplotno izolacijo, ki je hkrati dodaten naklon in prvotna funkcija toplotna izolacija. Pri sanaciji možda nam treba možda osnova grupa površina, kad smo sve skinuli dole, pa je dovoljno staviti samo 2 cm XPS-a. Tukaj se moramo res zavedati, da ko ustvarjamo obrnjeno ravno streho, zakaj ustvariti obrnjeno ravno streho tudi pri takih sanacijah, da pogosto je ta naklon, ki vidimo z naklonskim betonom, precej groba površina. In mi že s tem, da dodamo dodatno svoje toplotne izolacije, zaščitimo hidroizolacijo pred potencialnimi oslabitvami oziroma stanjšanjem hidroizolacije. To je ta, recimo, prvi sloj, ki je Tanja narisala 2 cm XPS. Tukaj gor položimo hidroizolacijo. Tale prvi sloj hidroizolacije mora obvezno biti enostransko samolepljiv, saj če je bitumenska, če govorimo o bitumenski, saj ne smemo z vročim plamenom na XPS. Lahko pa uporabimo tudi druge vrste hidroizolacije, se pravi, ampak vseeno moramo biti previdni. Sintetična, U svakom slučaju hidroizolacija koja dobra je kad je pravilno izvedena, nju dodamo XPS u željenoj debljini, proračunski provjerimo, gradimo fizikom. Se pravi, tukaj pač Tanja riše precej debel sloj dodatne toplotne izolacije, vseeno moramo biti v povezavi z odprtinami, ko jih imamo na terasi, kako debel sloj lahko tukaj sploh nanesemo. Želimo pa ustvariti obrnjeno ravno streho, saj zaščitimo hidroizolacijo pred možnimi poškodbami, pred velikim temperaturnim nihanjem, se pravi hlad, toplota in pred vsemi mehanskimi poškodbami, ki se lahko zgodijo. Se pravi, in vse skupaj nekoliko prilagodimo tudi debelini na fasadi toplotne izolacije. Gradbena fizika. XPS moramo optimirati. Da ga ne bi odmjenjenta, da ga ne bi digla voda, ako smo uzvali kod jakih kiša, to možemo napraviti provocem, parosima. In tudi pri obrnjeni ravni strehi je, da je dokaj pač enostavno karkoli uporabiti kot finalno obdelavo, ali je to neko nasutje, ali so to neki pohodni elementi, tlakovci, lesena terasa. Ono što je važno, ovo su sve sistemi sa otvorenim fugama i to je dobro. Voda koja je došla, u ovoj površini će otići do civita. Da li ta voda
otišla po ovoj površini što brže i efikasnije koristimo foliju za redukciju vode. Se pravi, ta sistem enostavno prepušča vodo, sistem lahko nadgradimo še s folijo za pospešeno odvodnjavanje vode. Važno je, da je ta folija difuzno odvodnjena. Ja, tukaj je zelo pomembno, da je ta folija difuzno odprta, se pravi, da prepušča izhlapevanje neke vlage, pare in hkrati omogoča hitro odvodnjo vode že na zgornjem nivoju strehe. Ta folija nije apsolutno zavrtljena, ona je preko, kako se mogu zajediti. Bitno je da što manje vode dođe kroz toplinsku izolaciju do hidroizolacije, ne zbog curenja, nego zbog parnih moštova koji se onda dešavaju opet. Pač vseeno ne želimo vode spuščati globoko v sistem in če se le da s to folijo odvedemo že na tem zgornjem nivoju. Zdaj, gospod Zlatko, imate vi mogoče kakšne izkušnje? Ja bih pitala našeg keramičara, gospodina Zlatka, kako bi u ovom sistemu završili terasu sa pločicama. Imamo obrnutu strehu, imamo sve slojeve koje su tu, pločice možemo na to pričvrstiti kako. Tanja je torej vprašala, kako bi pričvrstili ploščice. Če želimo finalno obdelavo keramične ploščice pri neki klasični obrnjeni strehi, kako bi to, ali lahko, recimo, velikokrat dobimo to vprašanje, ali lahko mi zdaj v tem primeru kar položimo gor ploščice. In tu se moramo zavedati, da ta XPS plošča, uporabimo obvezno gladko XPS ploščo, saj je ta namenjena specifično za aplikacije, ki so izpostavljene vodi, vlagi. Lahko bi zdaj nek... Točno tako. Gospod Zlatko pravi, da tukaj moramo obvezno nanesti en sloj cementnega izdiha kot ustrezna podlaga za nanašanje ploščic. Zdaj, zakaj? Kot prvo mi potrebujemo obtežitev same toplotne izolacije. Kot drugo potrebujemo ustrezno podlago za ploščice. Se pravi, mi ne moremo samo na zaglajeno površino nanesti ploščice, oprijem je slab, preveč lokalna obtežitev toplotne izolacije. Zato tukaj obvezno minimalno 4 cm estriha.